Lepo pozdravljeni, dober večer na Slovenski matici in seveda dober večer našim današnjim gostom. Naj začnem morda pri najmlajši tokrat, glede na to, da je jutri dan žena, začnimo vsekakor z ženskami. Dramaturginja, doktorica Eva Kraševec, ki je doktorirala iz Moliérove dramatike. Kaj več detajlov bo seveda povedala sama, vsekakor pa bo lahko spregovorila tudi na današnjo temo. To je Molière, njegove 3 drame, Šola za žene, Kritika šole za žene in Improvizacija v Versaillesu. Z nami je tudi profesor Janez Pipan, njega najbrž ni potrebno prav posebej predstavljati. Avtor spremne študije, zelo obsežne, zelo kakovostne, kakor zna samo on, in kakršno je tudi napisal že k Anujevi Antigoni. Tokrat bo tudi on govoril o Moliéru in 3 dramah, ki jih je prevedel Aleš Berger, Prešernov nagrajenec za svoje prevodno delo, ki pa danes žal ni z nami. Moral se je v zadnjem trenutku opravičiti zaradi bolezni, pa vendarle nam je dal nekaj sugestij, da naj se imamo kar se da lepo in seveda, da verjame, da bomo imenitno izpeljali ta večer. In da bo res imenitno izpeljan, bo skrbela Tadeja Krečič-Šolten, poznate jo kot izjemno novinarko, je tudi publicistko, urednico. Skratka, objavila je tudi že pogovor o tej knjigi, ki je doživel dokaj dobre odzive in nekaj tega bomo prenesli danes sem, pa tudi še kanček dodali. In nikakor nazadnje velja pozdrav vam, spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci. Hvala, da ste zvesti Slovenski matici, da nam pomagate širiti tako slovensko izvirno literaturo kot prevodno literaturo, da skupaj z nami in seveda samo z vašo podporo, skupaj z vami in samo z vašo podporo, lahko na Slovenski matici uresničujemo program. To je, da je Slovenska matica tisti najbolj pomemben most, ki povezuje slovensko kulturo in znanost s širšo javnostjo. To je danes njena osrednja in najpomembnejša vloga, potem ko je seveda bilo odvzetih nekaj vlog, ki jih je imela v preteklosti. To je, da je nadomeščala našo univerzo, pa našo akademijo. Potem, ko so bile vse te inštitucije ustanovljene, ima danes novo vlogo. In to poskušamo uresničevati s številnimi prireditvami. Ena takih je tudi današnja, ki je nikakor nazadnje posvečena jutrišnjemu dnevu žena. In kaj je bolj imenitnega, kot se spraševati, koliko je Moliérovo pogled na ženske aktualen, zanimiv še danes. In kako ga danes zmoremo še brati in razumeti tudi v tem kontekstu. Več pa bodo povedali naši današnji sogovorci, zato vam prepuščam besedo. Ignacija, najlepša hvala za uvod seveda in za vabilo, da se pogovarjamo danes o Moliéru, njegovih ženskah in v Moliéru tudi v luči tega, da smo pravkar praznovali okroglo obletnico njegove smrti, lani pa 400-letnico rojstva. Lani je bilo leto pravzaprav posvečeno Moliéru. V Franciji je bilo res veliko dogodkov, odkrili so nove kipe, v Comédie Française so igrali komedije kar po tekočem traku, posebej takrat, ko je bil prav dan obletnice. Skratka, na veliko, kot se reče, se je praznovalo Moliérovo leto. Kar je pa zanimivo je to, da so Francozi skušali ob tej obletnici tudi
preglasiti nekatere stereotipe ali pa anekdote o Molieru, ki so postali že popolnoma uveljavljeni med ljudmi in o katerih smo se tudi učili v šolah, recimo. Tak je, na primer, stereotip, da je Molière kot največji komediograf bil tudi igralec in je umrl na odru, ko je igral namišljenega bolnika. No, to ni res. Molière je umrl v postelji. Tako da to je recimo samo eden izmed drobcev iz tega Molièrovega leta. Vendar pa je to seveda lahko povod, da se vprašamo, kdo je Molière, kako ga vidimo danes in ali ga in če sploh ga danes pogledamo. Tako da mogoče je to kar vprašanje za oba moja kolega. Eva, lepo prosim, če na to temo, kdo je Molière in kaj naj mi ima danes povedati nekaj besed. Najlepša hvala. Hvala za predstavitev, gospe Ignaciji. Mogoče bi samo dodala predstavitvi, da moja doktorska dizertacija je bila na temo komedije v ogledalu filozofije in zajema majčkeno širši aspekt v bistvu komedije, zlasti kritično in subverzivno komedijo. In seveda, če govorimo o kritični in subverzivni komediji, ne moremo ne govoriti o Molièru. Vsekakor se mi zdi pomemben mejnik, ne samo pač formalno, umetnostno, zgodovinsko, literarno, zgodovinsko, pač, kar predstavlja Molièrovo delo, zlasti za francosko, evropsko in tudi svetovno književnost ter gledališče. Predvsem se mi zdi v bistvu ključno, da je bil velik inovator. In mogoče pozabljamo ali pa se preveč zatekamo v neke pravzaprav predpostavljene pač trditve o njem. Kanoniziranost v bistvu tega avtorja je sama po sebi pač neovrgljiva. Vendar mi je zelo fino, da ste začeli pravzaprav to debato s tem, kdo je Molière in kaj je pravzaprav to leto v Franciji, se pravi posvečeno Molièru, na nek način odkrilo. Mislim, da je ključna stvar v tem, na kakšen način je Molière pogledal na družbo svojega časa. V tem smislu se mi zdi, da je uperil pač svojo kritično ost, seveda proti avtoriteti, proti na nek način samoumevno postavljenim pač in kanoniziranim recimo temu pravilom in pravzaprav znal obračati optiko. Prav zato se mi zdi fino, da govorimo o šoli za žene, kajti pač v tradicionalno patriarhalni družbi je jasno, in v to družbo je seveda pač zarezala tudi njegova dramatika, njegova komediografija, je seveda ženska tista, ki pravzaprav je podrejena. Je podrejena, se pravi, kot prvo patriarhalnemu redu, kot drugo v bistvu tudi lastnim predstavam o redu. In mislim, da zlasti ta osveženi prevod, kajti mislim, da ga je Aleš imenitno osvežil in nadgradil od tega, kar smo pred 20 leti gledali v drami, v času, ko je gospod Pipan vodil ljubljansko dramo in tudi lastil to komedijo na repertoar. Tako da se mi zdi v bistvu, da je ta prevod nam vzpostavlja v bistvu branje v luči vseh gibanj, se pravi za emancipacijo, za žensko enakopravnost, za seveda tudi na nek način pravzaprav avtonomijo na vseh področjih. In mislim, da to tudi odlično pospremlja pravzaprav vaša študija. Mislim, da je to dobra iztočnica za ta trenutek, kar bi lahko govorila še, ampak mislim, da moramo odpreti pravzaprav konkretnost, kajti pogovarjamo se o pač fenomenalni trilogiji. Zdi se mi, da je ne samo pač, da je velik dogodek, da so te tri komedije v isti knjigi,
pač pa da je odlična tudi kontekstualizacija, ne, zlasti iz vidika pravzaprav inovacije, Molièrovega pogleda na samega sebe, ne samo na družbo, ne. Kajti mislim, da njegov ključen del pač inovacije, poleg tega, da je bil strasten opazovalec družbe svojega časa, neusmiljen kritik te družbe, fenomenalen pač zbiralec pravzaprav vseh mogočih pač vtisov iz literature, ki jo je zelo dobro poznal od antike do baroka oziroma njegove sedanjosti, a ne. Skratka, poleg tega, da je pač na nek način ponotranil veliko teh vzorcev, ki jih mu tudi seveda učitajo kot problematičnih, je vendarle to sestavil oziroma vzpostavil pač na nek način zelo inovativen preplet. Pri tem, da se mi zdi ključno to, ne, da se je lahko zlasti potem ob kritiki, pa seveda improvizaciji v Versaillesu, lotil seveda tudi pogleda gledališča v gledališču, ne, kar se mi zdi še posebej pač spektakularno in prefinjeno v potezi pravzaprav kritike in se pravi tudi diskurza o sami družbi. Toliko z moje strani. Gospod Janez, v vaši študiji natančno razlagate, kakšno je mesto Molièra tako v dramatiki nasplošno, kakor tudi kako pomembna v njegovem opusu je prav Šola za žene. Kajti s to komedijo je Molière se približal klasični drami, samo v žanru komedije, s tem, da je uveljavil vsa klasicistična pravila, ki jih je seveda, imamo oba znamenita Corneilla in Racina v istem stoletju, in to je pač Molière povzdignil tudi pri komediji. Mogoče nekaj o tem in o Šoli za žene, oziroma o tej fantastični trilogiji, ki jo ni zmogel nihče drugi do zdaj v tej obliki, kot je Šola za žene, kritika Šola za žene in improvizacija v Versaillesu. No, da bomo povsem resnicoljubni, treba povedati, da tudi v prejšnji izdaji, se pravi v zbranih delih, oziroma v delih, ki sta jih v 70-ih letih pripravila Josip Vidmar in Jože Javoršek, so te 3 igre v isti knjigi zaporedamo. Tako da se seveda da povezavo med njimi videti že tam, ne. Res pa je, da ne tako eksplicitno, ne, kot so dejansko te igre povezane, bolj kot neko naključje in tako naprej. Naj kot zanimivost povem, da ta ideja teh 3 komedij skupaj se je pri meni zgodila že v davnih 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko sem namreč želel te 3 igre uprizoriti skupaj, ne, v Mladinskem gledališču, kjer sem takrat delal. Izkazalo se, da se je potem, da je projekt za gledališče prevelik, prezahteven in tako naprej. Iz tega ni bilo nič, ampak takrat se spomnim, da sem recimo vrstni red obrnil, da bi začel z improvizacijo, ne, da bi bila potem tista komedija, ki se na koncu improvizacije mora pojaviti kot nekakšna rešitev, ne, za Molièra, ki ni napisal še nič, ne, je pa premiera. Skratka, da bi bila to Šola za žene in da bi na koncu potem temu dodali še kritiko. Evo, toliko o tem. Zdaj pa 17. stoletje se mi zdi, da je nekaj, o čemer je mogoče treba misliti kompleksno, ko seveda vsakič, ko razmišljamo tudi o Molièru. In slučajno sem v teh dneh naletel na neko izjemno zanimivo opazko Gilesa Deleuza v zvezi z 17. stoletjem. Ni pisal o tem, ampak tako slučajno v nekem kontekstu to omeni
in reče, seveda tako kot Deleuze zna, vedno točno, v 17. stoletju ne gre več za to, kaj je središče in kje je. Skratka, je to zdaj Zemlja ali je Sonce, ne? Kar je bilo še stoletje prej, ne? In kar so za tako vprašanje so nekateri misleci, filozofi plačali z glavo. V 17. stoletju je nasprotno ključno vprašanje, ali sploh je kje še kakšno središče in kje je, če sploh je. In Šola za žene, njena dramaturgija je natančna strukturna ponazoritev tega vprašanja, te dileme. Skratka, kje je središče, ali sploh je na enem mestu, ali je premakljivo, premikajoče se, ali se seli od tu nekam drugam, pa spet nazaj in tako naprej. Skratka, fenomenalno zajeto bistvo nekega stoletja. V neki komediji, ki se nam tako na prvo branje zdi dokaj konvencionalna, morda celo nekoliko preveč preprosta in tako naprej. Ne? Seveda ne, je imel Deleuze, ni imel v mislih samo Moliera, temveč tudi Descartesa, ne, ki ga je to vprašanje preganjalo iz nekega, kako bi rekel, oportunističnega razloga. Ne. Descartes namreč nikakor ni želel, da bi ga doletela usoda kakšnega Galileja ali celo Giordana Bruna, ne, in je kot človek absolutnega dvoma vendarle rekel, ampak o Bogu ne, pa ne bomo dvomili. Ne. Skratka, in se na tak način seveda lepo izognil morebitni usodi, ne, kruti usodi. Hkrati pa je Descartes dodal še nekaj, kar mislim, da sem tudi citiral v tem svojem tekstu, če se dobro spomnim, ko zapiše: zdaj pa ne bom več igralec v tej komediji sveta, ne, ampak bom potoval naokoli in bom samo še gledalec. Skratka, ko to reče, seveda pove, da je gledalec tisti, ki pravzaprav s svojim pogledom, ne, če hočete s svojim fokusom, detektira vsakokratno središče, ki se seveda recimo v tej komediji, kot sem rekel, premika, seli, ne, tak se mi zdi izjemno lep primer, ne, ki pa ga redko kdo opazi, je v komediji prvi prizor med Arnolfom in Agnezo. Skratka, Arnolf pokliče Agnezo na ulico, kar je nenavadno, seveda, ne, davek konvencij, komedija se pač dogaja na ulici, vedno se dogajajo komedije pred hišo, kjer so neka vrata, levo in desno sta dve ulici in to je vsa mizanscena, ne. In to je pač nekako zašlo tudi v to komedijo, ne, skratka, te strukture Molière ni spremenil in zato mora včasih narediti kakšne stvari, kakšne premike mizanscenske, ki niso popolnoma logični. Ne? Eno izmed njih je točno ta, ne? Se pravi, Agnezo, ki jo skriva in jo želi javnosti pokazati šele zvečer, ne? Že sredi dneva pokliče ven, ne? Da bi lahko opravil z njo pogovor. Ne? Nekateri režiserji, mimogrede povedano, so to rešili drugače. Ne? So že tu odprli vrata v hišo in vrata v to, čemur se reče recimo Arnolfove sanje ali pa njegova utopična slika, projekcija družbe in zasebnosti in tako naprej, ne, skratka neko bivališče, ki ga je on ustvaril v skladu s svojo željo, svojo idejo in vsem tem, ne.
In do tega trenutka je Arnolf nedvomno dominantna figura, ne, v komediji. Ko pa ona stopi iz hiše, se pa to v trenutku obrne. Ne. V trenutku se obrne človek, ki je prej vedel o vsem vse, ne, in ki tam kar precej časa razlaga to svojo, ta svoj načrt, ne, in tako naprej, zakonske zveze, ne, kar je seveda osnova tudi vseh družbenih odnosov. Skratka, ta lik nenadoma postane majhen, nenadoma ga gledalci zagledamo takšnega, kot ga vidi Agneza. Pravi, žaromet z druge strani posije nanj in je v trenutku to druga slika, drugi lik, drugi človek. Ne. In čeprav je komaj prišel domov, ne, oziroma sem, ne, reče samo to, da se mu zelo mudi in da mu mora nujno nekam drugam in zgine. Ne. Skratka, ne, to je dober primer tega, ne, kako pravzaprav je to, kaj je svet, in predvsem vprašanje, kaj je človek, kdo sem jaz, kdo je oseba in tako naprej, skratka nekaj popolnoma relativnega iznenada, izmuzljivega, dvoumnega in seveda nekaj, kar se izmika pravzaprav interpretaciji. Ampak mogoče prav v šoli za žene Molière pravzaprav relativizira tudi, ali pa ne tudi, relativizira racionalizem. Prav v Arnolfu, ki je racionalist, on že ve, kako je treba, on spoštuje pravila, on kot Agnezin skrbnik se lahko odloči, kakšna bo njena usoda, vendar prav ta lik, ki je recimo racionalist in ki deluje v skladu s tem, kako stvari morajo biti, pravzaprav propade oziroma zmaga nekaj drugega, ne racionalizem. A se vam zdi? Ja, se mi zdi. Dobro, tu bi se morda bi lahko razpravljala o tem na dolgo, ne. Prvič, ne, je vprašanje, ali Arnolf res propade. Meni se zdi na koncu enako živ in trmast in morda še bolj zagrizen, kot je bil na začetku komedije. Ne? Absolutno, saj on je pač komični lik, ne? Skratka, ne. On mora ostati zagrizen, mislim, on mora ostati pač neomajen. Možic, ki skoči vsakič, ne, ko odpremo škatlo, ne, pa ne ga še tako tlačimo noter, vedno izskoči, ne. To je on, ne. No, ampak nazadnje Krizalk mu reče, če res tako rogovja se bojite, potem se pač nikar ne poročite, kajti njegov namen je, da bi se poročil s to svojo varovanko in ker jo tako čuva zase, seveda, ne bo rogonosec, ker bo ona ubogljiva, pridna in vse to, kar se od ženske zahteva. V tem kontekstu, seveda. Kar on zahteva. On, jasno. Kar on zahteva. Ali se od ženske res zahteva, o tem v tej komediji ne piše nič, ne. Ampak rogonosec vsekakor ne bi bil. Ja, no, seveda, on misli, da ne bo, ne. Dobro, no, recimo, rekli ste racionalizem, zmaga pa nekaj drugega, ne, vse razumem, ne, se pravi, neka splošna misel je, da je seveda zmaga Agneza, ne, in da Agneza predstavlja to, čemur se v tradiciji reče narava, ne. Se pravi, nekaj, kar ni samo, kar ni še podvrženo razumu, ampak je neka spontanost,
prvinskost in vse to. Čustva. Ampak nisem popolnoma prepričan, da to drži. Agneza, treba je samo natančno pogledati njeno zgodbo. Spravi, Agneza je bila kot otrok, pravzaprav kot dojenček, zaradi tega, ker sta starša morala ubegniti iz Francije, izročena nekim tujim ljudem, revnim ljudem. Zakaj revnim ljudem? Zato, da bi izginila, da je nasprotniki politični slučajno ne bi sledili in tako naprej. Od teh revnih ljudi, se pravi neke ženske, ki je skrbela zanjo, jo prevzame Arnolf. Jo na nek način odkupi. In jo da v šolo, v samostan. Seveda, z namenom, da bi jo vzgajali na ta način, da bi ostala oziroma postala popolnoma neumna. Seveda je Molière že vedel, da obstajajo tudi šole, ki vzgajajo neumne ljudi. Ne samo mi danes, tudi on je to že vedel, da je prav program šol, ki ustvarjajo popolnoma neumne ljudi. Nemški sociolog Thomas Zeslen imenuje take šole stroje za poneumljenje, blöd mašine v današnjem času. Recimo, ta samostanska šola še ni bila tak stroj. Nekaj bolj preprostega, ampak vendarle je bila šola. In kaj da ta šola Agnezi? Nauči se pisati, nauči se brati, skratka, nauči se črke, besede, sporočila in kako sporočilo prenesti na drugo. A je to res? Samo narava? Skratka, naj te šola še tako poneumlja, je še vedno šola, kjer se vsakdo nečesa nauči. Agneza se je pravzaprav naučila vsega. Napisati sporočilo, sjajna tista prigoda, kako ona odpošlje pismo svojemu ljubimcu, Horacu, napiše pismo, pa ga ne izroči neki starki, ki tam prenaša sporočilo, tako kot v vseh komedijah in v vseh dramah klasičnih, pač neki menihi, pa neke starke in tako naprej prenašajo neka pisma in jih potem vedno nekje narobe oddajo ali založijo, ali se jim nekaj zgodi, da ta pisma ne pridejo na cilj oziroma do pravega naslovnika in je to seveda lahko, motiv za komedije in za tragedije, kot naprimer Romeo in Julij in tako naprej. Agneza seveda piše to pismo, v pismo zavije debel kamen in ga skozi okno vrže direktno v glavo svojemu ljubimcu. A je kaj bolj pravzaprav domiselnega, bolj inteligentnega, bolj filozofskega pravzaprav od te geste? Na ta način pismo res doseže naslovnika. Ga ne zgradi tudi sporočilo, z vso težo. Se pravi, vidi se, da Agneza že tukaj, ko jo še vsi imamo za popolno naivko, pravzaprav preseže vse filozofe. Jih prevesla. In pove pravzaprav, zakaj gre. Tako da je seveda tudi njen projekt, kljub čustvom, kljub zaljubljenosti, seveda to mora biti
del nekega racionalizma, neke racionalnosti. Če tako ne bi bilo, seveda potem tudi njene v narekovajih zmage na koncu ne bi moglo biti. Kar pa zadeva patriarhalnost, patriarhalna družba. Pravzaprav ta patriarhalna družba se pojavi v šoli za žene šele v 5. dejanju. Prej o tem ne vemo nič, prej imamo samo Arnolfa, ki ni del nobene družbe, on je samotar, on je sam. Krizalt, cel prvi prizor razlaga, kako je on pravzaprav neke vrste zabavljač, kako se satirično norčuje iz vseh drugih, iz celotne družbe, iz rogonoscev in tako naprej in tako naprej. Skratka, jaz seveda rahlo cinično to povezujem z današnjimi temile na internetu, ki seveda ljudi diskreditirajo, tako imenovani troli in tako naprej. Mislim, se pravi, nekdo, ki je že potem, da misli, da so vsi neumni, da so vsi rogonosci, samo on je izjema, da je družba pravzaprav pokvarjena, popolnoma pokvarjena. Pokvarjena je pa ravno zato, ker je absolutno svobodna. In to svobodo on hoče pravzaprav omejiti, znova vzpostaviti red. Patriarhalni red, seveda, to pa ja. No, ampak izkaže se, da ni ta projekt nevaren Agneziji. Temveč tisto, kar je pravzaprav na koncu doleti. Ko njen pravi oče, dejansko vzame vse stvari pod svojo kontrolo in jih uredi tako, kot bo potem veljalo kot pribito. To, kar ste rekli o Agneziji in o tem, da je bila kljub vsemu šolana, je nekaj, kar zaradi česar pravzaprav ves čas, ko naj bi ona delovala, da je ljubka, naivna, nevedna, da nekako tako tudi odgovarja Arnolfu in pač reče, da se medtem, ko njega ni bilo, ni nič dogajalo, le to, da je umrl Mucek in ona je zdaj žalostna in tako. No, res je zelo taka, ji pravzaprav ne verjameš, Dobra igralka, Zelo dobra igralka, ja. Ampak je pa izjemno zanimiv ženski lik in pravzaprav edini lik, ki naredi preobrazbo v času drame in je drugačna od tako rekoč vseh drugih Molièrovih žensk. Eva, mogoče bi nekaj na to temo povedali. Ja, za začetek bi rekla, da Krizalt je ta, ki je pač v resnici racionalist oziroma pač nosilec racije v tej igri. Zame je Arnolf nosilec patriarhalnega reda, ne glede na to, da se družba pač kot patriarhalna pač ali pa kakorkoli pojavi pač pozneje, ampak on je že v izhodišču v resnici pač profiliran v resnici, mislim, kot pač zagoveden, strasten, pravzaprav v eno samo točko, v en sam cilj. In ta cilj, njegov metonimični objekt, če bi tako rekli, po nekakvih pač komedijskih teorijah, niti ni objekt oziroma je v tem primeru subjekt, kar se meni zdi še pač bolj komično. In ta njegova ozka, v bistvu ozek profil z vsemi pravili, z vsem, kar pač on tudi pač na nek način prinaša, Agneziji oziroma Nežiki, kot je pač inteligentno povezal z našo pač literarno zgodovino prevajalec, se mi zdi v bistvu na nek način, mislim, on je ta, okrog katerega, mislim, on je to osišče pravzaprav na nek način, okoli katerega pravzaprav se dejansko plete ta sprememba. Jaz se zelo strinjam, da na nek način v drugih Molièrovih komedijah ne pride do tovrstne
spremembe skozi žensko, lahko pride pač skozi razkrinkanje pravzaprav tega, ki je pač recimo imel neko vlogo. Skratka, pri večini oziroma pri vseh, bi rekla, Molièrovih komedijah pride do v večji ali manjši meri do določenega namiga na družbeno spremembo. Sicer je Molière pri tem pač kar se da previden, zelo ustrezen, kar recimo pač pomislimo na Amfitriona, v katerem pač neposredno smeši prek Jupitra vladarja, ne, in kako v bistvu pač previdno obrača ta ražena, ne. Tako je tudi v tej komediji pač na svoj način izjemno subversiven, se pravi, sam zaključek sugerira, se pravi, družbeno spremembo in seveda skozi v bistvu opolnomočenje te mlade ženske, za katero je bilo predvidena ena drugačna, radikalno drugačna pot, ampak ta ženska sama pač, ne, na podlagi tega, kar je prebrala, na podlagi tega, kar je izkusila, ugotovi, da ne želi ostati tako neumna. Ona sama to reče, ne, mislim, ona sama pove, da pač je pa zdaj v bistvu na točki, ko je ta sprememba skozi njo. Se pravi, skozi to, kar je prebrala, skozi to, kar se je naučila in skozi to, kar je izkusila. Se pravi, lahko bi rekli, no, mislim, tako kot pač recimo na nek način zelo ustrezno pač tudi v spremni študiji povzemate izsledke Diane Colloini v njenem doprinosu k Molièrovim ženskam. Ja, pri njej gre dejansko za pravzaprav eno temeljno spremembo v samozavedanju. In to se mi zdi ključno. Kaj se zgodi v bistvu pač njej, ne pa drugim likom, se pravi, ne pa drugim značajem. Seveda je tudi ona komična sama po sebi, ampak ni pa ona tisti komedijski subjekt, skozi katerega bi jaz recimo pač, se pravi, jaz na nek način, pa ne samo kot ženska, ampak tudi pač kot na nek način gledalcev v bistvu vidiš na nek način zrcalo te družbe, v katero pač je vpeta ta cela zgodba, ne. In to zrcalo, ki ga Molière na nek način, seveda je ona pač lahko na eni strani naivka, na drugi strani preračunljivka, ki ne pove, mislim, to so pač neke legitimne odločitve interpretativne narave. Ampak mislim, da Molièrova intenca je bila predvsem v tem, da jo pač napravi kot na nek način komičen subjekt, se pravi v komični maniri, mlade v bistvu ženske na poti do določenega samozavedanja. In seveda to samozavedanje sproži poleg seveda pač teh črk, ne, teh knjig, te samostanske literature, ali kakoli že pač ta šola je, sproži pač ta ljubezen, ne. Pač to je pogost motiv pri Molièru in on je ne podcenjuje. On je ne podcenjuje v nobenem smislu, v spoznavnem smislu. Mislim pa to samozavedanje, ki se skozi njo vzpostavi, ključ za branje pravzaprav in za razbiranje, kako lahko prek samozavedanja spremeniš lastno pozicijo oziroma lastno pač na nek način pozicijo v svetu. Ob tem je treba povedati, da samozavedanje subjekta je ključ do na nek način do esence komedije. Poleg seveda pač tega, da je komedija govori o duhu, duhovitosti, pač nasploh pač enem zelo pomembnem delu, ne. Se mi zdi, da potem pozneje, če se nekako, če govorimo o samozavedanju subjekta, da pridemo pač do Hegla, do fenomenologije, do v bistvu na nek način točke, na kateri on seveda z izkušnjo tudi branja Molièra, komedijo umestil kot najvišjo umetnostno obliko. V drugem delu fenomenologije duha. In to ravno na podlagi samozavedanja posameznika. In v tem smislu se mi zdi povezati Agnezo, njeno odločitev, njeno v bistvu voljo do odločitve, do te spremembe, skozi seveda prizmo pač patriarhalne družbe, v katero pač je še vedno to vpeto in skozi seveda ne do te mere radikaliziran konec, kot bi bil, če bi pač ona pač lahko v tem trenutku potegnila pač tudi končno konsekvenco,
da se potem zgodi seveda pač še ta formalni del, pač, ne, da se morajo pač moški vseeno pač, ne, dogovoriti o tem, kar sta se seveda pač ona in Horac tako dogovorila oziroma že tako sklenila. Ne. Ampak to so pač mogoče, mislim, jaz tako razbiram, ne, pač tudi pač na podlagi drugih Molièrovih komedij, da pač so to neke pravzaprav finte, skozi katere lahko poveš vse, obenem pa ostaneš še vedno pač takega, ne, metre pač pohvali in vzpostavi pač kot na nek način dovolj subverzivnega, da je zanimiv, recimo da razburi, da vznemiri, da na nek način nas zanimira, nam pač pove nekaj novega, oziroma nam pokaže v ogledalo lastnega obraza družbe. Po drugi strani pa ostala nekje v mejah, pač, ki so sicer v tej družbi, kolikor pač sem jaz brala, no, vsaj in kolikor pač spremljam, dovolj odprti družbi pač še vedno pač sprejemljive. Tako da to se mi zdi v bistvu na nek način bolj vprašanje, kaj se s tem koncem zgodi pač v nekem sodobnem prizoritvenem modelu. Zelo se mi zdi intrigantno to, da temu sledi potem še kritika pač, in potem seveda pač kako je v resnici vprašanje tem, kaj je komedija, kaj je dobra komedija in kaj pravzaprav je srž te komedije, ki smo jo pravkar gledali. Ne? Tako da to se mi zdi vprašanje, ki se mi zdi blazno relevantno za današnji čas. Predvsem pa to, da se Agneza s to svojo odločitvijo oziroma s to svojo linijo umešča pač v celo vrsto v bistvu ženskih likov, komedijskih ženskih likov, ki pravzaprav namigujejo na neke pač zelo napredne družbene tendence in napotujejo k napredku družbe. Agnezina izbira ste naslovili svojo spremno besedo, Janez Pipan. To je izjemno besedilo, 60 strani dolgo, v katerem razlagate marsikaj o Molièru, o njegovi komediografiji, ampak predvsem v zadnjem delu o izbiri ženske, ki se zdaj ki se odloči za užitek, za to, da si izbere svojega moškega in ki se odloči tudi za vednost, za to, da ve, da se je naučila. Ja, ki vsaj po mojem mnenju nedvomno izstopi iz komedije v nekaj, kar se bo kmalu imenovalo drama, meščanska drama, ne. Pravi v zgodbe, ki so jih pisali potem presvetljenci, predvsem pa 19. stoletje, recimo tam od Balzaca do Thomasa Manna, številni avtorji. Spravi, oni so pisali nadaljevanje te zgodbe. Molière pa napoveduje ta čas. Molière pa napoveduje ta čas, ki ne. Zato seveda je to tako pomembno, ne, spravi to peto dejanje, ko se nenadoma iz Amerike vrne pač njen oče, bogat, ne, s kupom denarja. To je, mislim, se upravičujem, ker s tem pravzaprav sitnarim, ampak je nemogoče skoraj da razmišljati o tej zgodbi, o tej komediji, kot seveda tudi v drugih Molièrovih, ne da bi imeli pred očmi kontekst, družbeni kontekst, v katerem je to nastajalo. To se največkrat poenostavlja in zaradi tega se mogoče vložil nekoliko več naporov to, da vendarle opozorim samo, sej tu so stvari samo evidentirane, niso še razčlenjene v tej moji spremni besedi, nažalost, mislim. Ampak vendarle, pa celo to, preden sem prišel, sem malo prelistal, o čem sem sploh pisal, ne. Pa sem seveda se začudil, o čem vse sem pisal, ampak me je takoj, ne, sem ugotovil, o kako pomembnih vprašanjih sploh nisem pisal, ne, pa bi moral jih vsaj omeniti. Tako da
tega je res veliko. Ne? Skratka, kaj je ta družbeni kontekst? To ni zdaj samo to kralj, Ludvik XIV, sončni kralj, absolutni vladar in tako naprej. Ne? On je pač neka figura, ne? To je res pomembna za Moliera in vse to, ampak to, kar pa se dogaja v mestu, Parizu, se pravi v družbi, so pa neki procesi, ki so pomembnejši, ne? Se pravi nek prehod iz fevdalizma, recimo v kapitalizem, tako da poenostavim. Se pravi, če Arnolf svojim pogledom na gospodarsko življenje, ne, in tako naprej, ne, premoženje in vse to, vendarle še pripada temu fevdalnemu redu, ne, on je zemljiški posestnik in njegovi prihodki so iz tega, skratka, to je tisto, čemur so stari Grki rekli oikonomija, ne, skratka, kar izvira iz besede oikos dom, ne, dom, domačija, dom in to, kar je okrog njega, hiša, domača hiša, to poznamo iz slovenske tradicije, 2/3 slovenske literature 19. in prve polovice 20. stoletja se je dobesedno izčrpalo ob tem vprašanju. Skratka, to nam je zelo blizu. Z vrnitvijo njenega očeta iz Amerike, izgnanca, političnega izgnanca, seveda, ki si je tam ustvaril kapital, temu smo nekoč rekli prvotna akumulacija, in je zdaj s tem kovčkom rumenjakov se vrnil domov, pa prihaja seveda neka nova ekonomija, ne oikonomija, pravi, ki temelji na denarnih tokovih, na menjalni vrednosti. In zakaj je to seveda za kralja tako pomembno? Ne? Kralj hoče biti edini fevdalec. Država, to sem jaz, pomeni, jaz sem edini lastnik, edini. In seveda ti zemljiški lastniki, ne samo front, ampak nasploh so mu šli najbolj na živce. Bili so mu nenehna konkurenca in jasno jih je skušal omejevati na vsakem koraku in tako naprej. Ne. Natančno takšni, kot je Arnolf. Novi bogataši, novi lastniki, pa so lastniki denarja, se pravi ničesar materialno otipljivega, ne. Skratka, samo denarja, vemo, kaj to pomeni. Tu pa on ne more nič, ne. Spravi, to ni zemlja, ne, to ni posestvo. In na ta način seveda stopa na prizorišče nov družbeni red, ekonomija, kapitalizem, meščanstvo in seveda na mesto komedije meščanska drama. Ne. Spravi, Agnezina izbira je problem, ker je jasno, je že evidentno, da ona ne izbere Arnolfa, temveč Horaca, ne, iz ljubezni, da ne izbere tega koncepta stare šole samostanske, temveč neko novo obliko vednosti, ki bi lahko rekli razsvetljena vednost, se pravi, razsvetljenstvo je pred vrati in tako naprej. Ampak, in če bi bilo tako, ne, če bi Molière ostal znotraj teh likov, ne, bi ostal znotraj konvencije in skratka happy end, srečen konec in tako naprej. Ko pa se vrne oče, pa v resnici, kaj se zgodi? Ta oče naredi to, da nič, kar je prej veljalo, ne velja več. Temveč velja to, kar reče on. Seveda je srečno naključje, ne,
da on želi svojo hčerko poročiti natančno z sinom svojega najboljšega prijatelja, se pravi s Horacem, ne, in tako naprej, to je že res, ne, samo iz njegovih izjav, ne, nam je popolnoma jasno, da ona dva bosta sicer se lahko imela zelo rada in tako, ne, in uresničevala svojo svobodo in tako naprej, to je pa tudi vse, ne. O denarju, o ekonomiji in o ekonomiji bo odločal on. In zdaj je tu. Tu je seveda vprašanje, kako pravzaprav kam se bo ta njena zgodba nadaljevala. Ona je že izbrala svobodo, izbrala je vednost, izbrala je refleksijo, ne, samorefleksijo in vse to sjajno, ampak to poznamo, ne. To poznamo iz liberalne družbe, ne. Vse je, ne, vse je svobodno, vse imamo. A o čem odločamo? Se pravi, genialno, ne, genialno, Molière, nezavedno, jasno, zapiše tam nekaj, o čemer se stoletja prepirajo, da je ponesrečen konec, da je tako kar nekaj zašpilil na koncu, ki ni vedel, kako bi končal in tako naprej. Ne. Se teatrologi o tem prerekajo in drugi literarni zgodovinari in tako naprej. Dejansko je pa napisal nekaj, kar je bomba, ne, kar je čista bomba. Ne. In zato jaz menim, da je ta komedija nekaj posebnega. Mislim, morda v literarnem smislu ne dosega Tartifa ali pa Ljudomrznika, ali pa ne vem, lahko, da se s to, kako bi rekel, s tem klasičnim kanonom tudi strinjamo, čeprav ni nujno, da bi se, ne. Ampak nosi pa nekaj, česar pravzaprav celo Tartif nima. V tako eksplicitni formi. Mislim, da iz vsega, kar smo povedali, dajemo poslušalstvu vedeti, da teme ne bomo izčrpali zlepa, ampak da ne bi izčrpali poslušalstva, ker je zdaj minila že cela ura, mogoče vprašam še eno stvar. Molière je klasik, kar pomeni, vsak klasik ima vsakemu času nekaj povedati. Kar pa mene še vedno bega, to vprašanje sem Janezu že postavila, pa ni imel kakšne velike ideje o tem, ampak ker prihaja Eva iz gledališča, da ne rečem iz prakse, v največjem slovenskem in osrednjem gledališču, bi njej postavila to vprašanje. Cel svet je praznoval lani Molièra, v Franciji je bilo to sploh na višku, v Sloveniji pa ni bilo niti enega gledališča, ki bi v tem letu postavilo na oder Molièra. Kaj vi pravite o tem? Prav pri nas nam pa nima kaj povedati o taki okrogli obletnici, oziroma kaj je za tem? Ja, jaz bi najprej samo k tej zadnji Janezovi ugotovitvi glede spremembe družbenega reda, se pravi iz fevdalnega v kapitalizem, bi želela samo poudariti, da vrhunska družbeno-politična, subverzivna in kritična komedija nastane samo, ko je pravzaprav določeno politično oziroma politični model, družbena ureditev v določeni krizi. In ta kriza pravzaprav vzpostavi možnosti in pogoje za točno to bombo, za točno to, kar se pravzaprav lahko zgodi, kar skozi esprit komedije pravzaprav najbolj na nek način spontano privre na plan. To je ena stvar. Druga stvar, in prek te bi se pač navezala na to razigrano vprašanje, bi pa želela poudariti to, da zelo veliko komedije je nastalo v zgodovini. Poznamo jih bistveno manj kot tragedij, bistveno manj kot dram. Cenimo jih tradicionalno tudi manj. Malo to seveda pač po zaslugi starih filozofov, ne?
zlasti Platona, ki komediji ni pripisoval vrline oziroma je ni priporočal svobodnim državljanom, je to precej dolgo zaznamovalo pač diskusije in pozicijo komedije. Druga stvar, kar se komedije tiče, in to se meni zdi pač mogoče bolj zanimivo kot pa sama graja kakšnega filozofa, ki vendarle tudi ni samo graja, ampak je bilo pač zelo kompleksno, pač teoretsko zasnovano vprašanje, v bistvu tudi kar se pač pozicije literature in kulture v družbi tiče. Se mi pa zdi to, da je pravzaprav sama komedija zelo zavezana svojemu času. Mogoče se nam zdi, da zlasti pri tako velikih mojstrih, kot je Molière, ki pač seveda spregovorijo in to je nedvomno v vsakem času, pa tudi seveda Menander, pa Aristofan, pa mislim, potem pač, kar se pač poznejših mojstrov tiče, mislim, seveda ja, pač zlasti v teh velikih komedijskih obdobjih, mislim, se pač imamo tudi Beaumarchaisa, pa vse tako naprej. Ne govorimo o Shakespearovih komedijah. Ampak vendar, veliko komedij pa na nek način je treba pravzaprav prevajati, zelo natančno razbirati in predvsem umeščati v trenutni zeitgeist, se pravi v čas, v katerem smo, in v potrebe časa, se pravi v vprašanju. Meni se ravno zdi to zelo posrečeno pri Šoli za žene, da, in tudi nujno, mislim, in ob tem, kar se pač zdaj recimo pač v družbi dogaja, izredno vredno razmišljati o novi in svežem obranju, novi prizoritvi. Vendar pa se mi zdi še ena stvar pač pri komediji izredno zanimiva. Pri vseh teoretikih gledališča zadnjih recimo 40 let, omenim mogoče najvidnejša recimo Hansa Tissa Lehmanna, Eriko Fischer-Lichte. Ne govorimo več o žanrih, ne govorimo več o komediji, tragediji, drami na enak način, znotraj teatrologije govorim, ne govorim znotraj literarne vede. Ampak znotraj teatrologije so se začeli žanri, seveda v performativnem smislu, pravzaprav na nek način razkrajati. Obenem pa seveda vzpostavljati na nenavadnih krajih, se pravi na nepričakovanih mestih, v uprizoritvenih metodah, v režijskih postopkih, v načinu konstrukcije besedil. In seveda je tukaj vprašanje, kaj se je zgodilo z literaturo, kaj se je zgodilo v bistvu s komedijo v nekem celovitem smislu literarne umetnine. Ne govorim samo o starih komedijah, govorim tudi o produkciji novih komedij. In kaj se pravzaprav dogaja na področju zanimanja za uprizarjanje literarne komedije. In katere metode so tiste, ki lahko iz literarne umetnine vzpostavijo in na kakšen način, se pravi, to gre predvsem za režijsko in dramaturško strategijo, tisto aktualnost, ki jo ustvarjalci in seveda pač gledalci nujno pričakujejo. In jaz mislim, da če poskušam odgovoriti na to vprašanje, kar mislim, da je lahko samo poskus, ker to je pač pravzaprav začetek ene daljše in kompleksnejše debate, jaz mislim, da je kot eno vprašanje, če si tega na tak način želimo, se pravi, če je to zares pač prva potreba in kot drugič, če je to zmožnost trenutna. To se mi zdi v bistvu zelo pomembno. Kdo je še pač tisti, ki je zmožen misliti komedijo na način, da je ne prepusti seveda sporadičnosti ali pa samoumevnosti pač branja, se pravi na način, kot je napisana oziroma pač nekim interpretacijam, ki so pač na nek način dovolj samoumevne, da so razberljive. Temveč kdo in na kakšen način je zmožen komedijo prevajati v današnji čas, brez da bi
na nek način šel mimo tega pač perfektnega Aleksandrinca, perfektne dramaturgije in jo seveda opremil pač s to nujnostjo, ki je pač na nek način evidentno pač, mislim, ta nujnost, ki pač pripelje eno besedilo do odra. In to je vprašanje. In to je vprašanje, kje in na kakšen način se lahko zgodi, da pravzaprav najdemo realizacijo komedije, se pravi v tem primeru klasične komedije, na način, da ne samo pač uprizorimo besedilo, ampak s njo ustvarimo zavezo sporočila, nujnost po tem uprizarjanju. Mislim, tega se jaz kot dramaturginja vedno želim, se pravi, da pač kar delamo zato, da na nek način sporočamo oziroma poskušamo pač prenesti to sporočilo, ki bo pač seveda ne samo lepo, prijetno, zabavno, ampak bo to sporočilo duha, ki je pravzaprav lahko naš prevod, naš pogled v pač tega Moliera. Ne, to se lani ni zgodilo. In mislim, da je veliko razlogov za to, ki tičijo nekje v tem, da to ni prvič lahka naloga in drugič, da je vprašanje pač, kje tiči zdaj pravi interes. Vsekakor pa mislim, da se bo v kratkem to spremenilo, vsaj kar se našega gledališča tiče, saj že naslednje leto načrtujemo eno Molierovo komedijo. No, v tem kontekstu bi jaz rekla, da prav zdaj, ko sem pač znova preberala to knjigo, pa še nekatere druge, da bi recimo posebej v tem trenutku bilo prav Šolo za žene zanimivo gledati na odru v luči današnjega spraševanja o ženski v družbi, med drugim tudi feminizma, če hočemo, odnosu med spoloma, kaj so spoli danes. Vse to bi lahko nam Šola za žene danes na odru povedala. Druga stvar je, absolutno razumem, o čem ste govorili. Delno je tukaj trčenje teh dveh svetov, se pravi tudi publike, kaj bi si publika želela, ta slavna publika, o kateri govori tudi Molière, in ki se drenja pred vrati, da bi prišla noter in se drenja tako, da imajo naborke pomečkane. Se pravi, publika, ki bi morda želela več klasike na odru, uprizorjene pač, kako zdaj že, o tem zdaj ne bi. Vedno se pa tudi spomnim na omizje teatrologov na Borštnikovem srečanju pred 2 letoma, ki so govorili ti ljudje so govorili o slovenskih klasikih in o tem, da se slovenskih klasikov tako rekoč ne vidi na odru in da je vzrok verjetno tudi v tem, da ni prave senzibilnosti režiserjev, ki bi se tega sploh lotevali. In verjetno ste tudi o tem govorili, ne? Da Molière ne pride na to polje. Mogoče je razlog še bolj preprost, ne, za lani, naprimer, da najbrž nobeden od trenutnih umetniških vodij slovenskih gledališč ni pravočasno opazil. Dejstvo, da je mineva 400 let od rojstva Molierovega. Zelo možno. Ali pa še kaj hujšega, ne. Ampak, dobro, no, recimo, se tudi jaz strinjam z vsem tem, ampak prav tik pred to COVID krizo, ne, pred 3 leti, ali že 4 leta. 3 leta. Skratka, na zadnji večer, ne, med predstavo je prišlo sporočilo, da po zaprtju, ne, družbe, ne, celotne, tako naprej, sredi predstave, ne. Skratka, sem bil na uprizoritvi Šole za žene. Za kar mi je žal, ne. Mnogo lepš bi mi bilo v življenju, če ne bi bil tisti večer tam, ne. Ker sem pač gledal
vse to, ne, o čemer ste vi govorili, kaj bi morala biti, ne, komedija danes, vse to je ta predstava želela biti, ampak tudi je bila ena najbolj groznih, najslabših predstav, ki sem jih v življenju videl. Prav Šola za žene, ne, Moljerova. Tako da, jaz nisem tako, kako bi rekel, rigorozen, zdaj pa mora biti klasika, pa mora biti. Če ne gre, so obdobja, ko preprosto je neka duhovna, kulturna, družbena senzibilnost naravnana drugače, ne. In na silo ne gre, ne. Na silo ne gre. Se bo že pojavil trenutek, ko bodo nenadoma pa vsi odkrili Moljera in potem ga bodo vsi igrali, ne. V isti sezoni. Tako da to je v gledališču pač gre nekoliko drugače, tudi seveda dejstvo je, da od ideje do realizacije mineta najmanj 2 leti, ne, v gledališču. To ne gre tako, ne. Tudi celo knjigo se da narediti bistveno hitreje, ne, danes. Tako da se pa strinjam seveda, da je Moljer je za slovensko gledališče izjemno pomemben avtor, namreč zgodovinsko gledano, v različnih obdobjih. Naj tako, no, da se ne bom utrujal, ampak vendarle par takih anekdotičnih zanimivosti. Ne. Vemo vsi, da so Moljera igrali v Partizanih in še kaj drugega, ampak prva slovenska uprizoritev Šole za žene je bila v ljubljanski Drami aprila 1942. Aprila 1942, sredi okupacije. In mene ni zmanjkalo prostora, da bi o tem pisal, ne. Ampak meni je neskončno, ko sem to ugotovil, mučilo vprašanje pa zakaj, ne? Zakaj pa Šolo za žene, ne? Pa zakaj takrat v 2 sezonah cel kup dram z ženskimi junakinjami, ne? Pa sem si tako na hitro odgovoril, ja, ne, ženske junakinje niso nevarne, ne, skratka kot moški, ne, takoj pride do vprašanja, ali je pa to zdaj proti okupacijski oblasti ali kaj takega, pri ženskah pa te nevarnosti ni, pri komediji še sploh ne, ampak to ne drži, seveda, to je bilo preveč preprosto sklepanje. Ampak zanimivo, ne, Gledališki list, izjemno zanimiv dokument, režiral je Bojan Stupica, član OF. Prevedel je Josip Vidmar, ustanovni član OF, ki je bil tudi še dramaturg, ki je še hodil v službo v Dramo, ne, aprila 1942, ne, tudi urednik Gledališkega lista je bil, ne, skratka je napisan noter, Oton Župančič, upravnik. In tako naprej, ne, pol zasedbe, prav tako. Naslednja številka Gledališkega lista, nobenega od teh imen več ni. Vse na druga imena, neka druga imena. Skratka, ti so bliže v hosti, ne. Ampak Šola za žene, Bojan Stupica napisal izjemno dolg esej o tem, kako je treba Moljera osvoboditi te zaprašenosti klasične in nekaj takega, ne. Kot da ni to sredi vojne, sredi okupacije, vse kot da teče normalno, samo zasedba je dvojezična, v italijanščini, slovenščini, ne. Vse drugo pa kot vedno, ne. Zanimiv moment. In tako naprej. Skratka, Filip Kumbatovič je zelo cenil Moljera in je prvi, ki je raziskal pač njegovo vlogo v slovenskem gledališču, prevode, mimogrede prvi prevod v slovenščino, vemo, je nastal še v času Moljerovega življenja, se pravi 1669. 70. Frankopan, ne? Krsto Frankopan v Dunajskem zaporu
prevede Žorža Dandana. Žorža Dandena, prve 3 prizore v nekakšno slovenščino, oziroma, kako je rekel, ta smešni lik, Žorž Danden, govori v ljubljanščini, ne, v slovenščini, oni bolj resni liki pa govorijo v hrvaščini. Ja. Taka rariteta, zanimivost. Hrvati so že v času Moljerjevega življenja imeli, Dubrovčani, da ne bo pomote, Dubrovčani, večino njegovih komedij, ne samo prevedenih, ampak tudi prirejenih in tako naprej. Skratka, avtor, ki je zaznamoval stoletja, da ne govorimo o Franciji, študija bi bila potrebna o recepciji Moliera pri francoskih moralistih 17. in 18. stoletja. Tam do Saint-Befa, recimo v 19. stoletju. Genialne stvari se tam preberejo. Se pravi, tudi jasno, da je Molière eden izmed njih, izmed moralistov. Jasno, da je, če drži, najbrž drži to, da je bral je vse latinske in grške klasike. V njegovi knjižnici so našli vse knjige, razen nobene Aristotelove. Nobene Aristotelove, skratka. Vsaki drugi komediji si privošči Aristotela. Še Tobak je boljši od Aristotela, pravi. Don Juan. Spet ga je Don Pavlo prebral. Ja, ga je ali pa ga ni. Aristotel je bil pač zapovedan filozof, državni filozof. Če si rekel kaj proti Aristotelu, si šel v zapor. Lahko, v 17. stoletju. O ja. Mislim, Aristotel, kot ga je, seveda, skolastika, pač predelala za svojo rabo. Baje je prevedel Lucrecijevo knjigo De Rerum Natura, v celoti, čeprav dobro. Tudi če ni prevedel, zagotovo pa je obiskoval predavanja Piera Gassendija. To je bil nek krožek takih razbijačev, alternativcev, bi danes rekli, ki so se dobivali po gostilnah in poslušali ta predavanja tega izjemno zanimivega človeka, filozofa, sicer duhovnika, po poklicu, ampak ki je predaval materializem. In to je ključno, to je tisti kontekst, ki je, po mojem mnenju, izjemno pomemben za recepcijo Moliera danes. Pravi, zato je ta projekt, recimo Matice, to je, kolikor sem jaz prebrskal, prvi Molier pri Matici, v vsej zgodovini. Nisem našel druge izdaje, kakšne. Kolikor vem, boš vsaj še eden, Spravi, to so neki projekti, ki umešajo pač Moliera v današnji čas. To ni nobena, ta knjiga ni nobena zgodovinska rekonstrukcija ali davek tradicije ali kaj takega, ampak umeša Moliera v današnji čas s prevodom in tako naprej in pripravlja teren za nova branja in nove prizme. No, prav pri slovenski prislovično prevodni literaturi, ki prislovično zamuja, za Moliera tega ne moremo reči. Potem je še tisti znameniti prevod Vladimirja Levstika in šele za njim potem Župančič, Vidmar in Aleš Berger. In se pravi, zdaj prihajajo že tudi novi prevajalci, kot je Primož Vitez, ki je bila lani premiera. Tako da... Tudi prevedel Šolo za žene. Tudi Šolo za žene, ja. In izbrana dela Molierova so res letnica 47-56, mislim, da je... Je prva izdaja, druga je 71 do 75. Tako, ja.
Takrat je bilo res vse prevedeno, Ja. potem zamudo še ena knjiga tistih iger, ki veljajo za manj dobre, ne, pa je kljub temu to Javoršek super piše, ki sta z Vidmarjem nesla tiste prvih 5 knjig v komediji Frances, ne, in on, direktor to malo prelista, ne, sam kazala pogleda, pa tako vpraša, kje so pa te, pa ta, ne. In ju je Vidmarja bilo tako sram, da je se obrnil in je šel in se je pol potrudil in je tudi tiste igre, za katere je sam menil, da so za nič, ne, prevedel. Tako da zdaj je vse, ne, razen nekaj teh paraliterarnih, pa nekih pesniških, recimo verznih sestavkov Molièrovih v glavnem prevedeno vse. Manjka pa seveda ta novi kritični aparat, ki je tudi v Franciji tam od leta 1950 do danes je išlo tega za kar veliko knjižnico teh novih interpretacij, raziskav, zgodovinskih, hermenevtičnih in drugih in vse to pravzaprav še ni zajeto v to neko kanonično recepcijo Molièra pri nas, ne, in kvečemu zaide v gledališke liste, ne, v prizoritvah, ne. Mislim, moram reči, da sem bil, ko sem zdaj to delal in sem pač poiskal te gledališke liste iz tistih časov, ko smo to uprizarjali v Drami, ne, najbolj ponosen na to, ne, na gledališke liste, koliko truda je bilo vloženega, koliko dela in seveda tudi znanja, in tudi denarja, na konec koncev, da so išli pravi zborniki razprav o posameznih komedijah, o Šoli za žene, o Ljudomrzniku, o Tartifu, ne, ki so še vedno uporabni. Žal pa širši publiki, širšemu bralstvu nedostopni. Manj dostopni. Mogoče bi še kdo drug kaj vprašal. V občinstvu imamo velike poznavalce gledališča, tako da, če je še kako vprašanje, ki nas muči, lahko Evo in Janeza še kaj vpraša kdo. Sicer pa mislim, da nekaj smo povedali in ogromno pustili za drugič. In razen, če imate še kako misel prav za na konec. Mogoče, kar pa prihaja Molièrovega v Drami? Se to že ve, ali je še bolj v nastajanju? Se ne smem naprej govoriti. A je, ker smo vraživeli? Ne. Ne? Ne. Ampak vseeno malo, kakšno skrivnost? Skrivnosti ne moram izdajati, ne bi bilo pošteno, no. Vendar pa vseeno prihaja ena od večjih komedij, ena od teh, ki nima osebnega imena v naslovu, pač pa določeno lastnost, ki se jo da potem pač interpretirati na različne načine. Zdaj pa boste po mojem lahko uganili oziroma vsaj zožili izbor. Ja, tako, zdaj pa že dovolj ozek izbor. Tako da hvala lepa, jaz mislim, Evi in Janezu in še kdaj upam. Hvala.